Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi. Vesel sem, da ste se v tolikšnem številu odzvali na povabilo naše akademije, da spregovorimo strokovnega stališča o covidu. Želeli bi vam kot strokovnjaki, ki se s tem ukvarjamo, povedati, kje smo, kaj pomeni ta koronavirus. Jaz bom uvodoma povedal, da osebno gledam na to kot kugo 21. stoletja, ki je zelo seriozna in tukaj žal nam ne preostane drugega kot preventivni ukrepi. Nimamo zdravila, nimamo še cepiva in zato želimo izpostaviti to, kako se vendarle obvarovati pred epidemijo širših razsežnosti. In vi mediji ste tukaj izjemno pomembni in bili ste tudi učinkoviti v prvi fazi na začetku epidemije, kajti vaš glas seže v poslednjo vas in verjemite vi, da ljudje vas poslušajo in vam tudi večinsko zaupajo. In ste veliko pomagali k temu, da smo zajezili epidemijo. V zadnjem času pa se pojavljajo zapisi, vsaj v nekaterih medijih, ki postavljajo pod vprašaj resnost covida. Pojavljajo se dvomi v to, da je to bolezen sploh neka resna zadeva, morda kakšna gripica, kar seveda ne drži, ker svetovni podatki kažejo na to, da je bolezen relativno zelo kužna, veliko umrljivosti, predvsem pa dolgoročnimi posledicami. Torej, pred tem si ne moremo zatiskati oči in zato bi želeli povedati, da stroka tukaj ima nekaj informacij, čeprav še zgodba ni dorečena, in da vas prosimo, medije, da posredujete to, kar je preverjeno, kar je strokovno, kar je učinkovito, ker na ta način bomo lahko vzdržali in preprečili epidemijo širših razsežnosti. Ker mislim, da slabo deluje neka sporočila, ko jih lahko preberemo, žal tudi v osrednjih medijih, kot je, da je to neofašizem, najbolj pritlehen pristop k pokoriranju državljanov, da gre za protiustavne ukrepe, da gre za jemanje svobode. Ja, na nek način da, ampak vendarle, poglejte, svoboda vsakega posameznika je omejena tudi s pravicami drugega. In ti ukrepi, ne glede na to, kaj si mislimo o vladi, vlada je bila tista, ki jih je razglasila, uvedla, te ukrepe je predlagala stroka. Profesor Beovićeva bo gotovo povedala, da so bili ti ukrepi, ki jih je vlada sprejela, sprejeti na osnovi strokovnih izhodišč. Tukaj ni prav veliko dilem in sem prepričan, da če bi stroka, medicinska stroka sama po sebi lahko odločala, da bi določeni ukrepi bili še ostrejši. Tako da gre za to, da bi se obvarovali torej pred epidemijo širših razsežnosti. Koliko so ti ukrepi učinkoviti, bodo moji kolegi, sogovorci vam še povedali, mislim pa, da je ponavljam edini način in zato vas medije prosim, da sporočate to, kar je preverjeno, kar misli stroka, ker sicer zavajanje lahko pripelje do epidemije neobvladljivih razsežnosti. Hvala. Najlepša hvala. Za mikrofon povabim profesor doktorja Miroslava Petrovca, doktorja medicine, ki bo podal mnenje, ali je koronavirus realno infekcija in kaj nas čaka v prihodnosti. Pozdravljeni. Najprej se zahvaljujem za povabilo na to tiskovno konferenco. Po poklicu sem zdravnik, klinični mikrobiolog in kakšnih 25 let izkušenj imam pri delu z virusi. Virusi so pravzaprav ena od stvari, ki so
tako majhne, da jih, ko sem se sam odločil za to poklicno pot, si tudi sam nisem predstavljal, da so pravzaprav res za običajnega človeka, za laika, tudi za zdravnika velikokrat fikcija. Namreč virus se vidi lahko z očmi človeka samo z eno posebno metodo, ki rečemo elektronska mikroskopija. Sicer pa je v bistvu v človeških možganih velikokrat bolj abstrakten pojem. Zelo resen pojem pa je virus takrat, ko se z njim okuži žival, človek in pri človeku povzroči neko bolezen. Koronavirusi so znani že tam od leta 1920 kot povzročitelji bolezni pri živalih in od leta 1968 so jih prvič poimenovali koronavirusi po tej njihovi značilni koroni, ki jo imajo okrog svoje oblike in jo predstavljajo pač beljakovine tega virusa, s katerimi se pripenja na celice. Koronavirusi so bili do leta 2003 znana sta bila dva, ki okužita človeka. Kot eni taki virusi, za katere nam ni treba prav dosti skrbeti, so zelo kužni, delali so celo poskuse na zdravih prostovoljcih, kako se prenaša prehlad, kako dolgo traja prehlad in tudi mogoče s kakšnimi zdravili ali ukrepi bi se ga dalo pravzaprav preprečiti, ker so bili tako blagi, se niso bali namerno okuževati ljudi. Vse se je spremenilo leta 2003, ko se je prvič pojavil tako imenovani SARS-1, ko je dejansko se izkazalo, da koronavirus lahko tudi pri človeku pravzaprav povzroči eno zelo hudo, smrtno nevarno bolezen. Potem se je zanimanje za koronaviruse v humani medicini zelo povečalo in sta se odkrila še dva nova koronavirusa, NL63 in HQ1, za katere se je pravzaprav izkazalo, da lahko v redkih primerih sicer poleg prehlada povzročita tudi pljučnica. Vse se je pa seveda spremenilo koncem lanskega leta 2019, pravzaprav čisto na koncu leta, ko smo iz kitajskega Wuhana dobili poročila o tem, da gre najbrž v tem mestu za epidemijo z novim virusom, ki do takrat ni bil poznan, ki ima drugačne lastnosti in ga pravzaprav nihče ni poznal v smislu biologije. Najbrž ni treba dosti poudarjati, da je od takrat minilo niti ne polnih 8 mesecev, ko je bilo treba ugotoviti tako klinične oblike bolezni, ki jo ta virus povzroča, kot samo biologijo virusa, katere receptore uporablja, na kakšen način povzroča v telesu škodo in seveda tudi za področje, ki ga sam pokrivam, kako bomo sploh uveljavljali diagnostiko, kako bomo sploh potrjevali primere. Torej, ali je ta virus fikcija, lahko rečemo seveda, da ni. Na današnji dan imamo 24 milijonov okužb po vsem svetu, praktično mislim, da bomo kmalu dosegli številko milijon mrtvih zaradi tega, ali pa smo jo že dosegli, pa samo nismo prešteli vseh mrtvih, ki so zaradi te bolezni umrli. Kaj nas čaka v prihodnosti, je seveda nemogoče napovedati. Imamo izkušnje z drugimi virusi, ki povzročajo prehlad. In vemo, da je prehlad bolezen, ki se bolj pojavlja v jeseni in pozimi, zaradi razlogov, o katerih bodo govorili naslednji govorci. Se pravi, takrat bomo spet prisiljeni v bivanje, ki nas sili v prostore, zaprte prostore, kjer je možnost prenosa seveda večja. Tudi biologija samih virusov pravzaprav zahteva to, da oziroma jim omogoča boljše preživetje v hladnem ali tudi vlažnem okolju, kjer so vedno pogoji za prenos seveda boljši. Kaj se bo zgodilo po zimi, pravzaprav lahko samo rečem, da delim skrb tako kolegov klinikov kot kolegov virologov po vsem svetu, kjer še nisem srečal nikogar, ki ne bi bil res zaskrbljen. Mogoče bi rekel, se navezal na besede profesor Poredoša. Takšne sezone, kot jo imamo letos, če govorimo o virusih, ki povzročajo prehlad, je še nismo videli. Namreč vsi virusi, vključno z koronavirusi, ki smo jih poznali prej, in tudi gripa na koncu marca, je pravzaprav skoraj čudežno in nenadno izginila. Najbrž ne zaradi kakšnih višjih sil,
ampak ravno zaradi ukrepov, ki so bili uvedeni in so preprečili ne samo širjenje koronavirusa, ampak tudi širjenje vseh drugih virusov, ki se na enak ali podoben način prenašajo. Uvedba razkuževanja rok, uvedba mask, uvedba fizičnega odmika med ljudmi je ključnega pomena za prenos številnih bolezni. Lahko rečem, da sicer je to bolj ugibanje, ampak tudi v smislu katerihkoli drugih infekcijskih bolezni, ki se na podoben način prenašajo, če hočete tudi driske, je enostavno zmanjšana za neverjetne odstotke. Kaj se bo zgodilo po zimi, če se vrnem, gotovo bo velika uganka, kaj se bo dogajalo v najmlajši populaciji, za katero sicer vemo, da ni življenjsko ogrožena zaradi koronavirusa, vendar ni povsem jasno, koliko bo prispevala k prenosu. Vemo pa, da so te razmere, pravzaprav kot so šola in vrtci, nekaj, kar je vsakdanje življenju in se bomo verjetno še sproti učili, kateri ukrepi bodo najbolj pomembni. Kar se naše stroke tiče, bomo naredili vse, da bi zagotovili diagnostiko vsem, ki jo potrebujejo, da bi lahko potrdili čim več primerov in pa predvsem, kar je nekako svetovni trend, da bi poskušali življenje čim bolj ohranjati v normalnih razmerah. Se pravi, da bi normalno delovale vse dejavnosti, najprej seveda zdravstvo, da bo omogočena zdravstvena oskrba tudi za vse bolezne, ki med tem seveda niso izginile, da bo delovalo čim bolj normalno javno življenje in tudi seveda gospodarstvo. V to vlagamo od marca naprej enormne napore z vsemi sodelavci, ne samo na našem inštitutu, ampak tudi v drugih laboratorijih, ki pravzaprav tudi, ko se je število primerov zaradi ukrepov zmanjšalo, niso imeli prav nič manj dela, ker v bistvu je testiranje pravzaprav vedno več in samo želim si, da ukrepi, ki so, ostanejo, tako kot je rekel profesor Poredoš, se po potrebi spremenijo glede na epidemiološko situacijo ali pa na nova spoznanja, ki jih bo stroka pravzaprav šele ugotovila. Hvala. Akademskega profesorja, doktorja Franceta Strleka, doktorja medicine višjega svetnika, ki nam bo predstavil razsežnosti epidemije v Sloveniji v svetu ter njene posledice. Spoštovani, kot je bilo že rečeno, se virus širi pretežno s kapljicami, ki se izločajo pri kašljanju, kihanju, petju, govorjenju, glasnemu govorjenju, razburjanju in te kapljice, v katerih so virusi, imajo razmeroma majhen doseg. To je okrog 1 metra. Torej, če smo z nekom v stiku, razmeroma bližnjem stiku, lahko te kapljice pridejo do nas, do naših dihal in s tem tudi dobimo virus. Naslednja možnost je, da kapljice, ki padajo na tla, na površino, nekaj časa preživijo na tej površini, potem se površine dotaknemo, okužene in si okužimo roke, prenesemo virus z rokami na roke in potem se ti virusi lahko pridejo v dihala, saj si pogosto pomanemo oči ali pa damo prste do ustnic ali pa celo v nos. Tako da z takim načinom delovanja, pravzaprav s takim načinom življenja, ki smo ga vajeni in ki ga nezavedno delamo, omogočamo širjenje virusa. To je glavni način širjenja. Širi se pa očitno ta virus zelo, zelo uspešno. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, ki jih gotovo poznate, je do 26. avgusta je bilo potrjenih primerov 23.752.965 in je bilo 815.038 smrti. To so kar velike številke. Največ v Amerikah, čez 12 milijonov obolelih, v Združenih državah Amerike 5 milijonov, v Evropi 4 milijone, v Indiji 3,2 milijona in tako naprej. Torej, to so velike številke. V Sloveniji smo imeli prvi primer dokazanja okužbe v začetku marca.
potem je šlo število primerov, se je višalo, potem pa postopno padlo in maja je bilo razmeroma mir, sedaj je pa ponovno kar nekaj okužb. Večina, seveda nekateri zbolijo z lahko obliko, nekateri s težko obliko, ampak nekateri pa tudi umrejo. In v Sloveniji je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje umrlo do pred 2 dnevoma 133 ljudi. Več je žensk umrlih pri nas kot moških. Kaj to pomeni? A so to številke, ob katerih se je smiselno in potrebno zamisliti? Ja, jaz sem prepričan, da ja. A je smiselno kaj ukrepati? Ja, gotovo je smiselno ukrepati. Kakšne so pa posledice tega, če se ukrepa ali če se ne ukrepa, to bo pokazala, tudi če se ukrepa, to bo pokazala prihodnost. Ampak med ljudmi je velikokrat, zlasti v zadnjem času, čutiti eno nezaupanje in nekako omalovaževanje te bolezni. Ampak predstavljajte si, tisti, ki so umrli, to je neponovljiva stvar. In to je stvar, ki prizadene njih same, dokončno, njihove svojce, okolico, in morala biti prizadeti celotno družbo, da bi se zamislila, da če se da kaj narediti, da bi delala drugače, oziroma da bi se tega, kar je predvideno, da bi mogoče zmanjšalo možnosti za smrti, da bi se to zmanjšalo. Kakšne posledice so še? Ja, takrat, ko si bolan, je gotovo težko, takrat tudi ne moreš delati, takrat je na preizkušnji pravzaprav marsikaj lokalno v tvojem življenju in življenju tvoje okolice. Potem so pa posledice tudi splošne. Splošne v gospodarskem smislu, pa tudi v družbenem smislu. In mislim, da nekatere stvari, ki se zdaj dogajajo v družbi, ne grejo v pravo smer. Torej, bojim se, da zadeve ne jemljemo dovolj resno, kar seveda ne pomeni, da bi morali biti prestrašeni, da bi morali biti panika, ampak stvar je toliko resna, da je smiselno in potrebno, da se ukrepe upoštevajo. Še ena stvar je, medicinska, za katero pravzaprav še zdaj ne vemo natančno, do česa bo pripeljala, to so pa posledice prebolele bolezni. Podatkov je premalo, ampak kažejo, da dolgoročne posledice tudi obstajajo in da mogoče niso tako redke, kot bi si kdo predstavljal. Hvala lepa. Hvala. Za mikrofonom se ne bo pridružila profesorica doktorica Bojana Beović, doktorica medicine, višja svetnica, ki ne bo seznanila o smiselnosti in učinkovitosti ukrepov za preprečevanje COVID-a. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo na to tiskovno konferenco. Jaz bi se čisto v začetku dotaknila razmer v Sloveniji. V Sloveniji smo med marcem in majem približno v 6 tednih doživeli prvi val epidemije COVID-19, ki smo ga v primerjavi z številnimi drugimi državami sorazmerno dobro obvladali. Na eni strani ni bilo visoke smrtnosti, nismo imeli prezasedenih bolniških oddelkov in tudi ukrepi na državni ravni so bili sorazmerno blagi. Kot veste, pri nas ni bila uvedena policijska ura, ljudje so se lahko gibali, zaprte so bile sicer občine z številnimi izjemami, ki so omogočale pravzaprav dosti normalno življenje, in tisto, kar je bilo zelo pomembno, je, da industrija, del gospodarstva, pravzaprav nikoli ni bil ustavljen, ker je stal zaradi tega, ker pač ta veriga ni bila sklenjena, ker niso imeli dobav oziroma niso mogli potem svojih izdelkov naprej prodajati, ker je gospodarstvo stalo v drugih državah. Kljub temu seveda je pričakovati, da je prišlo do
velike ekonomske, pa tudi neke psihološke in socialne škode, tega ne moremo zanikati. Prav tako je prišlo do zdravstvene škode, počasneje so se začeli obravnavati bolniki, ki bi to obravnavo potrebovali. Spet kljub temu, da je bila urgentna služba odprta, da so onkološki programi tekli in da smo v bistvu prva navodila, kako sproščati specialistično dejavnost, predlagali ministrstvo, in tudi je bilo to objavljeno že v, mislim, da je bilo 10. aprila, skratka v nekaj tednih po začetku, ko smo imeli vtis, da so razmere nekako pod kontrolo, da ne bo šlo za to zelo veliko širjenje. Trenutno smo jaz ne maram reči temu novem valu, ampak v nekem valovanju, ki nas bo spremljalo daljši čas, dokler ne bomo uspeli presekati pač te pandemije z enim res učinkovitim, verjetno cepivom, manj verjetno z zdravilom oziroma z nekim časom, po katerem po naravni poti te epidemije izzvenijo. In to valovanje je malo odvisno od tega, ker so pač države odprte. Kot veste, mi imamo zdaj že v bistvu tretji tak val zaradi vnosa iz tujine. Italija v marcu, potem Zahodni Balkan v začetku julija in zdaj Hrvaška. Temu vedno sledi potem val notranjega širjenja. To opažamo zdaj v bistvu že tretjič. Trenutno imamo sorazmerno dobro situacijo glede hudo bolnih. Na oddelkih za intenzivno zdravljenje še vedno ni nikogar, se pa počasi polnijo običajni ti oddelki. Kot veste, Mariborska bolnišnica je zasedla vse svoje kapacitete, tudi pri nas smo v zadnjih 2 dneh sprejeli 5 bolnikov na novo, kar je seveda pričakovano glede na povečano število okuženih in glede na torej starostno strukturo, ki je mlajša, kot je bila v tem prvem valu, ampak vendarle nekateri ljudje so recimo temu srednjih let, torej že bolj dovzetni za težji potek, stari recimo 50, 60 let. Nekaj besed o strokovni svetovalni skupini, ki deluje pravzaprav že ves čas, odkar je bila razglašena epidemija. V njej smo sicer kolegi zdravniki, ki pokrivamo to področje, da tako rečem, iz strokovnega stališča, to se pravi epidemiologi, mikrobiologi, infektologi, pa tudi druge zdravniške specialnosti, ker smo že v začetku razumeli, da gre za širši problem, na eni strani ustavljanja epidemije, na drugi strani pa organizacije zdravstva. To sta tista 2 stebra, na katerih pravzaprav počiva obvladovanje epidemije z naše strani. Naši predlogi vladi so seveda sorazmerno strogi. Če vam navedem, ne vem, samo posamezen primer, predlog, da bi omejili prehod čez hrvaško mejo, je bil s strani stroke predlagan pravzaprav že predno se je to zgodilo. Potem smo predlagali tudi, da se seveda vpliva oziroma omeji zasebno združevanje, saj je širjenje virusa enako pri zasebnem ali javnem združevanju. Skratka, stojimo na stališču, da je treba ohranjati zdravje in življenje. To je neko zdravniško poslanstvo. Ob tem je seveda odgovor vlade lahko tak, da nam sledi, lahko nam pa vedno ne sledi, ker gre pač za širši pogled vpliva na ljudi, na njihovo življenje, in to je pač situacija, ki jo razumemo. Nikakor pa se ne dogaja, v vsem tem času se ni dogajalo, da bi vlada želela uvesti strožje ukrepe, kot bi bili strokovno utemeljeni. V bistvu gre vedno za obratno situacijo zaradi te naše skrbi. In seveda smo zdravniki tisti, ki moramo skrbeti za zdravje in življenje, in potem so druga področja, ki se ukvarjajo z
pravzaprav tudi z življenjem, ampak na drugačen način in lahko te naše dosti stroge ukrepe modificirajo. Tukaj gre pač za dogovor in za razumevanje tega, kakšna je vloga pač posamezne strokovne skupine, področja v vsem tem procesu, s katerim se moramo ukvarjati. No in zdaj na kratko k tem, kar naj bi vam omenjala, namreč proti temu virusu, novem koronavirusu, nimamo niti res učinkovitega zdravila, s katerim bi lahko prekinili širjenje bolezni, niti nimamo cepiva. Torej smo se znašli pravzaprav v eni taki situaciji, ki tako bi lahko rekli neke predindustrijske, predznanstvenega obdobja. V času, enako so morali ravnati ljudje v srednjem veku, v tem 15. 16. stoletju, ko so po svetu in tudi značilno po našem delu Evrope, ker smo nekakšna vrata proti vzhodu, odkudar so vedno epidemije prihajale, drug del Evrope je obdan z morjem in bilo to lažje omejiti. In torej se moramo zato se ukvarjati in uvajati tako imenovane nefarmakološke ukrepe. Ukrepe, ki pravzaprav fizično preprečijo to, da bi do okužbe prišlo. Prvi tak ukrep, ki je potegnil za sabo zelo veliko debat, ne samo pri nas, ampak tudi na svetovni ravni, je prav gotovo uporaba mask, uporaba pač nekih pregrad med nosom in usti, se pravi pri teh delih, odkoder izhaja virus in kapljice virusa, ki okužijo druge ljudi. Imamo različne tipe mask, različne tipe zaščite, ki so seveda med seboj različni in te primerjave seveda izhajajo v bistvu pretežno iz laboratorijskih raziskav, eksperimentalnih pogojev. Raziskave, ki bi dobro primerjale različne tipe mask ali pa masko napram nenošenju maske, teh raziskav zaenkrat nimamo, pa tudi ni pričakovati, da bi jih imeli, tako da bi recimo nekaj 100 bolnikov, 100 ljudi izpostavili virusu z masko in brez maske in bi jih na ta način primerjali. To ne samo, da je težko izvedljivo, ampak je tudi z etičnega stališča neprimerljivo. Tako da se moramo ozirati pravzaprav najprej na to, kar je bilo izmerjeno v laboratorijih, ali so maske seveda zaščitne. To izhaja predvsem iz načina prenosa. Prenos je kapljičen, to pomeni, da mora maska ščititi pred prehodom kapljic, ne toliko pred prehodom tega najbolj drobnega partikla, se pravi virusa, ker virus se prenaša z masko. In tisto, kar v zadnjem času se pa kopičijo počasi analize situacij, kjer se je uporabljala maska, kjer se ni uporabljala tudi v javnosti, zlasti nekaj je teh ameriških analiz prav v zadnjem času objavljenih, ki kažejo na to, da nošenje mask pomembno prispeva k obvladovanju epidemije v okolju, k manjšem širjenju v okolju. Seveda maske uporabljamo v medicini pravzaprav že dolgo časa, v kirurgiji, v kirurškem bloku so vsi zaposleni v maskah, čeprav to pravzaprav ni niti znanstveno utemeljeno, tudi vsakemu bolniku, ki ima kapljično infekcijo, jo nadenemo, ko ga recimo peljemo nekam in tako, da ne bi okužil. Skratka, ko smo začeli o teh maskah razmišljati, to je bilo v marcu, začetku aprila, je bila situacija kritična, treba je bilo nekaj narediti, treba se je bilo glede mask odločiti. In smo bili postavljeni pravzaprav na tako podobno situacijo kot zdravnik, ki ne ve čisto točno, kaj bolniku je, ampak nekaj mora ukrepati na podlagi tega, kar ve. In iz teh raziskav v laboratoriju, torej maska je bariera, z izkušenj z drugimi virusi, ki so to prav tako pokazali, seveda smo takrat šli v priporočilo oziroma nekakšno zahtevo, da se maske nosijo.
Čeprav je recimo Svetovna zdravstvena organizacija takrat tisti trenutek temu še nekako nasprotovala, del tega nasprotovanja je imel vzrok tudi v pomanjkanju teh zaščitnih, torej barier, mask in razmišljanju, da bo prišlo do panike, če bodo ljudem maske priporočene, ne bo pa možno jih dobiti na tržišču. No, to se je potem s časoma uredilo in če opazujete, se maske priporočajo in obvajajo kot obvezne v vedno večjem številu držav. Druga stvar, da ne bom predolga, je fizična razdalja. Tukaj je debata o izrazih. Mi smo že v začetku začeli govoriti o fizični in ne socialni distanci, čeprav se je ta izraz socialna distanca nekako uveljavil tudi v tujih medijih. Zdaj seveda to potovanje kapljic se ne ustavi točno na 1 metru ali pa 1,5 metra ali pa 2 metrih in je zvezno in je odvisno od tega pač, kako človek kiha, poje. Tudi v Sloveniji smo imeli že 2 izbruha povezana z pevskimi zbori, to najbrž veste. Tako da je seveda smiselno dlje, kot od človeka stojimo, manjša je možnost, da nas bodo te kapljice dosegle. Druga stvar so seveda aerosoli. Tudi tukaj je pravzaprav to širjenje z aerosolom bilo prikazano bolj v eksperimentalnih pogojih in pa seveda v tistih pogojih, ki generirajo aerosol. V zdravstvu imamo prav procedure, posege, pri katerih se ve, da se generira aerosol in takrat je potrebna pač ta maksimalna zaščita. Tipičen primer recimo so posegi na dihalih na oddelkih za intenzivno zdravljenje, intubacije, bronhoskopije in podobno. Torej, ta distanca ima razumljivo fizikalno razlago. Prav tako je znan učinek alkoholnih razkužil in pa seveda mehaničnega umivanja rok na ta način prenosa, ki mislim, da ga je omenil že profesor Petrovc. Torej, gre za izločke z dihal, ki jih primemo in se potem dotaknemo lastnih sluznic. Več raziskav je bilo v zadnjem času objavljenih, kolikokrat se človek dotakne svojega obraza med normalnim življenjem. Ne znam vam na pamet povedati številke, ampak to je izjemno pogosto, bolj kot bi si mislili. Torej, gre za te preproste ukrepe, od katerih nobeden ni 100-odstoten, ampak se učinki teh ukrepov seštevajo. In zakaj je smiselno te ukrepe upoštevati? Namreč nedavna raziskava, analiza evropskih držav, Slovenija ni bila vključena, je pokazala, da je pravzaprav, žal moram reči, najbolj učinkovit ukrep za obrat epidemičnega vala, za obvladanje epidemije, tako imenovani lockdown, se pravi, da se ljudi zapre. Za manj opozarjanje na izolacijo, manj zapiranje šol, manj zapiranje javnih prireditev, seveda, ker je to najbolj temeljito. Zdaj pa, če bi mi želeli živeti, kar se da normalno, torej delati vse svoje dejavnosti, zdravstvo z našega stališča, ampak tudi vse ostalo, virus še kroži, nanj smo občutljivi, se moramo odločiti, ne, ali bomo tvegali velik val in potem zapirali državo, ali pa se bomo na osebni ravni pač varovali s tem, s čimer se lahko varujemo in za kar kaže, da je uspešno in učinkovito. To so pa pač ti omenjeni ukrepi. Seveda, ki jim nekateri nasprotujejo, nekateri so dobili zlasti maske tudi eno tako politično konotacijo, ki je pa zelo zanimivo različna v različnih državah. Kot veste, v Ameriki pomeni nošenje mask znak demokracije, pri nas nekateri, ki pač sami sebe naslavljajo kot borci za demokracijo, pa ta del populacije mask ne želi nositi. Tako da iz tega vidite, da gre v bistvu za nekaj, kar nima nekega dejanskega smisla ali razloga, ampak se pač uporablja v eno ali drugo smer po potrebi. No in jaz moram povedati, da ne glede na vse te komentarje in pripombe je vtis,
Glede na to, kako vendarle za silo uspemo v Sloveniji obvladovati epidemijo, da je sodelovanje ljudi pri nošenju mask, pri razkuževanju rok, distancah vendarle kar veliko. Morda je to tudi eden od razlogov, da manj zboleva, kot je v začetku, poleg tega, da ni vdora v domove, je manjši, da manj zboleva starejša populacija, ki verjetno te ukrepe bolj razume, zato ker jo pač ima lasten motiv, da skrbi za lastno zdravje. Se opravičujem, ja. Hvala lepa, to bo vse. Hvala. O etičnih vidikih preprečevanja okužbe s koronavirusom je še en doktor Božidar Bolj, doktor medicine. Spoštovane gospe in gospodje, jaz bom poskušal na kratko par stvari povedati v zvezi z etičnimi izzivi COVID-19. Začel pa bi s tem, da bi vas rad opozoril na osnovno razliko med naravo kroničnih bolezni in nalezljivih bolezni. Namreč v spektru nalezljivih bolezni, ki imajo različno, bom kar rekel, napadalnost do ljudi, imamo tudi take, ki imajo en izjemen strahovit potencial, zlasti še, če se z njimi predtem nismo nikoli srečali. In tak primer je COVID-19. In poglejte, v nekaj tednih je zamajal svet, zamajal je družbe, zamajal je države, sesuli so se sistemi. Poglejte samo recimo, kaj v Sloveniji pišejo kulturniki vsak dan v časopisu, kako razpravljamo o tem, kako se bo začelo šolstvo in podobno. Vse to je naredil ta virus, zato je recimo govorjenje o tem, da ga ni, približno zame isto, kot za tisti, ki verjamejo, da je Zemlja še zmeraj ploščata. Ne? Učinki tega virusa, negativni učinki so tako veliki in ogrožajo prav vse nas, ki smo v tej sobi, kakor tudi tiste, ki zdajle tamle po cesti grejo in kogarkoli na tem svetu. Res pa je, da smo si v zdravstvu v preteklih desetletjih nekako domišljali, da nalezljive bolezni dobro nadziramo z zadosti visoko precepljenostjo, kar je sicer res, ampak potem je pa prišel v 80-ih letih HIV, leta 2003 je prišel SARS, potem je bila recimo influenca, ki je zelo, kako bi rekel, različne narave, eno leto je huda, eno ni, je bila med 2009 in 2011 zelo huda in je veliko smrti bilo tudi. Potem je bila ebola, zdajle je to, kaj nam to pove. Infekcijske bolezni, nalezljive, so ves čas z nami, mi smo z njimi, vedno prihajajo nove in lahko pričakujemo, da bodo nove tudi še prihajale. Mutacije so pač nekaj, kar je za življenje značilno. Zdaj, ob vsem tem, kar sem zdajle povedal, govoriti o zdravstveni etiki je malo težko. Zaradi tega, ker, kot rečeno, posledice so splošne, prizadevajo vse družbene sisteme, ne samo zdravstvo, tudi zdravstvo plačuje svojo ceno, kot ste slišali od profesorce, tudi zaposleni v zdravstvu tvegajo svoja življenja in tako naprej. Tako da bi se na kratko skušal omejiti na tiste 4 osnovne postulate zdravstvene in javnozdravstvene etike. In to so največja korist, potem neškodljivost, avtonomija in pravičnost. Zdaj, kar se največje koristi tiče v času, ko nimamo zdravila proti tej bolezni še in ko recimo posameznike, ki so hudo prizadeti, klinično zdravimo in nam ostane srednjeveška karantena kot še vedno recimo učinkovito sredstvo nadzora, je največja korist, ki jo lahko zasledujemo v tem, da omejimo širjenje te bolezni in da se trudimo, da jo omejimo do tolikšne stopnje, da pade razširjenost pod en določen nivo, pod katerim ga potem bolezen kontroliramo lahko. Namreč značilnost za nalezljive bolezni je tudi to, da ko jih ni zadosti v populaciji,
nimajo tiste virulence, čeprav lahko zmeri na novo izbruhnejo. No, tako da je to dobronamernost oziroma največjo korist lahko kvantitativno spremljamo z vsakodnevnim podatkom o številu na novo zbolelih, koliko jih je umrlo, koliko jih je do zdaj bilo in tako dalje. S tem spremljamo in s tem tudi vključujemo družbo. Namreč COVID-19 ogroža celo našo družbo, ne samo nas, ki sem prej rekel, in je zaradi tega tudi slovensko družbo treba obravnavati kot bolnika, kot nekoga, ki ga moramo zdraviti, nadzorovati in mu svetovati, kako in kaj. Jaz mislim, da je obveščenost slovenske javnosti o tem, kako epidemija poteka, zelo dobra, da nihče ne more reči, da tega ne ve, kako in kaj. Glede avtonomije je pa tako. Ja, vsak od nas ima pravico, da sam razpolaga s svojim zdravjem in s svojim življenjem. Lahko tudi odkloni zdravljenje, ki bi ga sicer recimo rešilo, pa lahko tudi zaradi te odklonitve umre, pa morajo zdravniki to upoštevati. Vendar, ko pa za taka odločitev ogroža življenje drugih, je pa to drugačne. Če je nekdo, ki je recimo COVID pozitiven, trdi, da ni vse skupaj nič ali noče se recimo prijaviti zdajle na tole ta novo. Ja, to je treba tudi povedati, da priporočamo vsem v Sloveniji, da si na svoje mobilne telefone namestijo ta program, ki vas bo opozarjal, ali ste bili v stiku z boleznijo ali ne. Vendar je pa, če pa nekdo piše potem, da je COVID neumnost, da je to omejevanje tega in onega, je ena druga posledica, to je zmanjšuje se zaupanje javnosti. V razmerah, kakršnih smo zdajle, je izredno pomembno, da javnost zaupa vsemu, kar se dogaja, temu sledi in da potem tudi vsak med nami ravna tako, kot je potrebno, da bo te bolezni bilo čim manj. Ocenjujem, da slovenska družba to kar nekako dobro temu sledi. Jaz sem zdajle prišel iz Martuljka, kjer sem na počitnicah v hotelu, vsi nosijo maske. Ne, tako da recimo potem je tudi bolj brezskrbne počitnice imamo in tako dalje. Kar se pravičnosti tiče kot konc, je pa toho, vse, kar se sprejme, mora veljati za vse v enaki meri. Kakor hitro recimo si nekdo neke posebne pravice zaradi svojega položaja ali zaradi česarkoli lasti, je potem en velik kraval, hvala Bogu, zdajle sem bral, da je odstopil evropski komisar zaradi tega, ker se je udeležil ene večerje, kjer je bilo preseženo število, priporočeno število udeležencev in tako dalje. Ne. Zdaj jaz bom zaključil s tem, kot predsednik komisije bi pričakoval, gospa profesor tudi, da sproti spremljamo in analiziramo vse, kaj se dogaja, in da tudi sproti ugotavljamo, kaj smo se iz tega naučili. Ne? Vsaka stvar, ki nas doleti, naj si bo dobra ali slaba, nas lahko nekaj nauči. In COVID-19 je seveda nekaj, v čemer slovenska družba lahko iz tega potegne eno korist, recimo za zdravstveno pismenost, ali pa, če bomo vse prepustili, naj gre kamor hoče, kot je rekel Župančič, je pa to druga stvar. Ne? Tako da tole sem vam želel povedati ob vsem, kar ste pa že slišali. Hvala lepa. Najlepša hvala. Mikrofon važim še profesorja dr. Radka Komadina, doktorja medicine, višjega svetnika, ki nam bo predstavil vlogo zdravnika pri preprečevanju in zdravljenju bolnikov s COVID-om, oziroma ali smo med četrtim valom epidemije dovolj kakovostno opravili svoje poslanstvo. Dober dan. Na obrazu imam zaščitno masko za enkratno uporabo. To ni kirurška maska, ki bi nam omogočala varen dostop v globine človeškega telesa. To je maska za enkratno uporabo, ki mora segati preko nosu, nos se ne sme videti. In ko jo bomo sneli po koncu te tiskovne konference in sedli vsak v svoj avto,
maska ne sme romati niti v žep, niti v torbico. In jutri jo ne potegnite iz žepa v trgovini. Toliko o korektni uporabi mask. Ali smo bili zdravniki med prvim valom epidemije učinkoviti? Zdravniške organizacije z kvantitativnimi podatki, s katerimi razpolagamo, smo ocenili, da so zdravniki in naši sodelavci, medicinske sestre, rentgenski inženirji, skratka vsi tisti, ki nam pomagajo v naših timih skrbeti za bolnike, nalogo upravili z odliko. Države so tem bolje preživele prvi val epidemije, če so imele dobro delujoč javni zdravstveni sistem. Epidemija nas je postavila, je testirala vzdržnost naših zdravstvenih sistemov, ne samo slovenskega, in pokazalo se je, kako nujno je imeti dobro delujoč javni zdravstveni sistem. Tudi v Sloveniji je epidemija pokazala, da naš javni zdravstveni sistem na nekaterih področjih deluje nekoliko okorno, kar ste tudi vi spremljali in poročali, in tudi mi smo se s tem ukvarjali in sproti želeli popraviti in dopolniti stvari. Tudi glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva in celovita koordinacija zdravniških organizacij, v kateri so še 3 druge stanovske organizacije, ki domujejo v tej hiši, smo opozarjali in še vedno opozarjamo na zastarelo zakonodajo, ki je na nekaterih področjih neukretna, kljub pred nekaj leti noveliranim zakonom. Na srečo je aktualni zdravstveni minister izkušen klinik, sogovornik, ki pravzaprav misli podobno, kot mislimo mi v vodstvih zdravniških organizacij, in se tudi on strinja, da naj epidemijo izkoristimo kot, Američani bi rekli, izziv, challenge, kot odlično pobudo, vzvod, da nemudoma popravimo nekatere venštrleče neumnosti, zlasti zakona o zdravstveni dejavnosti in zakona o pacientovih pravicah. Epidemija je turbulentno premešala tudi čakalne dobe. Na številnih področjih so se povečale, na nekaterih področjih pa zaradi tega, ker v 3 mesecih epidemije je nenujna dejavnost pomembno zastala in so potem paradoksno zaradi manjšega števila napotitev na sekundarni nivo s primarnega, so se ponekod čakalne dobe paradoksno celo skrajšale, ampak na številnih resnih področjih so pa strašljivo dolge. Imamo kvantitativne podatke, seveda sodelujemo z NIJZ in z zdravstvenimi oblastmi, ki te podatke spremljajo, in nismo zdaj ponovno v času proglašene epidemije in zdravniške organizacije, naj na kratko zaključim, čakamo odgovor oziroma nadaljevanje dialoga z zdravstvenim ministrstvom, ki seveda trenutno izkazuje popolno strinjanje z našimi pobudami, in tudi mi podpiramo napovedane želje zdravstvenega ministrstva, kako bi naj nam tale COVID, poleg vseh strahov in težav, ki jih povzroča, prinesel tudi dobro spremembo na področju posodobitve javnega zdravstvenega sistema. Po moje zdaj ni več v Sloveniji nevernega Tomaža, ki bi še vedno dvomil, da je javni zdravstveni sistem ključ za uspeh v tele borbi proti virusu korona SARS-2. Toliko na kratko. Hvala lepa.